Živijo, sem Matej Gašparič, arhitekt in dobrodošli v podcastu Arhitektovi monologi. Stavek, ki ga od naročnikov zelo pogosto slišim, sploh na začetku, je: naš budžet za gradnjo je takšen in takšen, ampak vsej že zdaj vemo, da bo na koncu stalo več. Dejansko velja neko splošno prepričanje, da vsaka gradnja hiše na koncu stane več, kot je bilo načrtovano. In zdaj, za javne investicije se tako ve, da je temu res tako. V bistvu velja tak znan, ciničen izrek, da cena javne investicije je ponudbena cena plus aneksi. Spomnimo se sam na TEŠ in podobne, pa je vsem jasno, da je to točno tako. Ampak Slovenija na tem področju ni izjema. Recimo, ko sem se pripravil na ta podcast, sem zbrskal podatek, da je Eurotunel pod Rekavskim prelivom stal 80% več, kot je bil predviden budžet. Nek tunel v Bostonu, in Boston Dig, je izvedbena cena zrasla iz 2,8 milijardi dolarjev na 14,6 milijard dolarjev. Absolutni rekorder, ki sem ga vsaj med temi, ki sem ga jaz našel, pa je Sydneyska opera, kjer je 7 milijonov avstralskih dolarjev dokončanja naraslo na 102 milijona. Ampak, seveda, to je javni denar, no problem. Če zmanjka, ve se, kje se denar še da dobiti, lahko si ga država sposod vzame nove davke, da karkoli državi nikoli ni hudega. Povsem druga slika pa je seveda pri zasebni gradnji. Tam pa nihče nima neomejeno sredstev in ko enkrat denarja zmanjka, je to lahko velik problem. Problem, ki za sabo potegne lahko zelo neugodne posledice. Še najmanj, kar je, da prestanemo na neki slabši kvaliteti. Možno je, da gradnja ostane še nekaj časa nedokončana, kar lahko traja tudi še leta. Naberejo se lahko veliki dolgovi, cela družina se zadolži. In temu primerno potem trpi tudi življenjski stil, kar sigurno ni cilj. Cilj novega doma je, da podpira naš življenjski cilj, da ga dvigne, da nam omogoči boljše bivanje, ne pa da nas zapufa za naslednjih 130 let. In seveda skrajni primer, ko res zmanjka vsega, je pa nasedla investicija, nedokončana gradnja, neuporabna. Takrat pravzaprav gre skoraj za stran vržen denar. Zdaj, torej vprašanje, ki se tukaj zastavlja, je, ali torej to, da bo gradnja stala več, kot je bilo načrtovano, velja tudi pri individualni gradnji. In iz mojih izkušenj je kratek odgovor, da. Praviloma tudi pri individualni gradnji to velja. Dejstvo je, da se to zgodi pravzaprav v veliki večini primerov. In to ne glede na to, s kakšnim budžetom razpolagamo, ali je to hiška za 200 tisoč evrov ali pa hiška za 2 milijona. Vedno so potem tudi želje temu primerne in temu primerno večje in se hitro primeri, da gremo preko budžeta. Tako da veliko boljše vprašanje, kot ali se to dogaja, je, zakaj do tega pride. Ker šele, če poznamo ta odgovor, nam to vsaj omogoča, da se temu izognemo. In točno temu je namenjena današnja epizoda. Sam sem na podlagi svojih izkušenj pa dosedanjih 70 plus projektov nekako izluščil 7 točk, zakaj pride do tega, da neka gradnja preseže budžet. Zdaj, eden od razlogov, mogoče prvi je, da naročnik
v to vstopa z nekimi nerealnimi pričakovanji. Gradnja doma je za večino življenjski projekt, v katerega kulminirajo vse želje, izkušnje, travme prejšnjega življenja do tedaj. Tja kulminira vse, kar smo videli in kar smo slišali in kar si želimo in kar imajo prijatelji. Ampak seveda, vsaka stvar, ki se jo želimo, tudi stane, vsaj večinoma. Zato mi praktično že v zelo zgodnji fazi, še celo preden damo sploh ponudbo, vprašamo, oziroma spodbudimo naročnike, da se počasi vprašajo tudi o budžetu. Koliko denarja, zdaj nas ne zanima, koliko denarja oni imajo, kar mene v resnici zanima je, koliko denarja so ga udobno pripravljeni temu projektu nameniti. In zgodilo se je že, da sem ocenil, da je ta znesek prenizek, to tudi povedal naročnikom in zaradi tega tudi že izgubil posel, ker so se odločili, da poiščejo drugega, ki jim bo rekel, da bo za to šlo, za ta denar. Torej, nerealna pričakovanja na začetku je prvi tak razlog. Drugi bi bil nezmožnost samoomejitve v nek okvir, ki nam ga budžet narekuje. Zdaj, tudi če ni nerealno, da se neka stvar za budžet zgodi, jasno, to še vedno ne pomeni, da če sem jaz rekel, da to pa lahko naredimo, da to je pa bjanko ček, da zdaj pa vse, kar si bo nekdo spomnil, se lahko za ta denar izvede. Podatek o budžetu je zame pomemben ne zato, da bi vedel, koliko moramo denarja porabiti, ampak zato, da vem, kje, oziroma v kolikšni meri bremzati želje naročnikov, jih opozarjati, da bo nekaj pa morda nepotrebno ali pa predrago in nas bo pognal preko budžeta. Zdaj, kje vse se to lahko zgodi, to so od velikosti otroških sob, o katerih smo govorili v prejšnji epizodi, število kopalnic, opremi kuhinje, spremljevalnem programu savne, bazenov, do opreme, ki jo včasih ni bilo, danes se pa zdi, da hiša sploh ne bo funkcionirala, če ne bo imela vsa senčila, komarniki, strojne inštalacije, takšne in drugačne, ki nudi komfort bivanja. Vse to se naročnikom, ko snujejo z nami hišo, zdi, da nujno potrebujo. To pa mora biti, kar seveda ni res. Marsičesa, pravzaprav v resnici, ne rabimo tako zelo, kot si takrat predstavljamo. In vsak meter stane. Vsak meter, bodi si tekoči, kvadraten, kubičen stane. Stane, da se ga značrtuje, stane, da se plača komunalni prispevek, stane, da se ga zgradi, da se ga sfinišira, da se ga opremi in stane tudi, da se ga vzdržuje, hladi, greje, čisti, vse to. Tako da temu, da mi nek željen program spravimo v čim manj metrov, kakršnih koli že, posvečamo zelo, zelo veliko časa. Na naši strani se vedno trudimo, da bi ostali znotraj budžeta in do tega tudi nekako čutim kar precej veliko odgovornost do naročnikov, saj smo mi pravzaprav tukaj tisti, ki smo eksperti na tem področju in bolj poznamo neko panogo, kako se stvari gibljajo. Ampak seveda, končna odločitev, koliko bo velika otroška soba, je pa vedno, pa koliko jih bo, je pa vedno na naročniku. In zdaj, tukaj sem omenil potrebo po samoomejitvi. Zdaj, samoomejitev pa ni vedno na mestu, tako kot vsaka izjema, oziroma izjema včasih potrjuje pravilo. Imeli smo projekte, naročnike, ki so budžet omejili na določen znesek, pa smo ga na koncu
presegli za faktor 2. Ampak, kar je tukaj bolj pomembno, je, da so naročniki tekom procesa videli, kaj pravzaprav jim neka dodatna stvar, ki si jo želijo, prinaša, da se jo lahko odrečejo, lahko pa tudi ne. In da so si to, kar so si dodatno zaželeli, lahko tudi privoščili, da jih ni finančno zadrgnili. Tako da so bili, kljub temu, da je budžet narastel na dvojno ceno od predvidene ali pa še več, so bili na koncu v resnici zadovoljni. Tako da ni pravila, da moramo vedno bremzati, pravzaprav je na nas, da preberemo naročnika, ali je ta številka takšna, da če ne bomo prišli v budžetu skozi, se bo projekt nasedel, ali je samo takšna, da je to želja, ampak da če pa si neke stvari želijo, se lahko pa to tudi bistveno spremeni ali pa podraži. Še ena stvar, sicer neposredno, ampak posredno predvsem vpliva na ceno projekta, in to je odločanje oziroma sposobnost odločanja na strani naročnika. Dejstvo je, da ko se spuščate v tak projekt, boste morali sprejeti, na pamet rekel, 10.000 odločitev. Kje boste gradili, mogoče prva izbira arhitekta, druga, potem jih je pa še 9.998, ki vas čakajo do takrat, ko se boste končno vselili. In ko ima nekdo problem s sprejemanjem odločitev, ta proces, namesto da bi bil to užitkonosen in vesel in navdihujoč proces samega snovanja in gradnje novega doma, postane muka in trpljenje. Takim naročnikom moram priznati, da jaz nič ne zavidam. Z veseljem bi seveda jaz prevzel vse odločitve njihove nase, ampak potem bi bil to dom zame, ne za njih, tako da neke odločitve kljub vsemu morajo sprejeti oni. Zdaj, kje pa to prinese problem, kar se tiče denarja, je pa, imeli smo naročnike, ki so sprejeli neko odločitev, ampak še ko je mizar recimo že montiral kuhinjske omarice in prinesel fronte, niso bili prepričani, da so se sprav odločili in so razmišljali, da bi te fronte vrnili, pa da bi nove naročili. So me vprašali, če to lahko, sem rekel, seveda, lahko, samo mizar vam bo najprej te fronte zaračunal, potem vam bo zaračunal, da jih bo odšraufal pa odnesel in pol vam bo zaračunal, da bo naredil nove in prinesel nove. No, pol do tega, hvala Bogu, ni prišlo, ampak lahko pa to, če z nekimi odločitvami nisi udoben, comfortable, če ne stoji za njimi, a ne, ti to lahko precej podrži projekt. Četrti razlog za podražitev so nepredvidena dela. Zdaj, mi v biroju vložimo res veliko truda, da do tega ne bi prišlo. Nasploh je meni ta način gradnje z lesom, ali pa kakor se bolj popularno reče, montažna gradnja, blizu ravno zaradi tega, ker se veliko misli vnaprej, potem pa, ko gradnja je, ne bi to steklo hitro in brez sprememb. Še vedno pa se nam kje lahko zgodi, da pride do nekih nepredvidenih del. Tako se nam je recimo pri hiši Zapet v naravi zgodilo, da kljub temu, da smo mi z našega projektantskega vidika naredili vse, kar je bilo potrebno, naročili preiskavo zemljine, analizo, in na podlagi tega celo vrtali smo noter, da smo imeli vzorc 10 metrov globoko in na podlagi tega predvideli neko temeljenje, ampak ko ne bi se to izvedli, se je izkazalo, da je bilo to poročilo pomanjkljivo in da bi morali ne samo pilotirati objekt, ampak ga še sidrati. Zdaj to pa bi nas pognali toliko preko budžeta, da to preprosto ni šlo in takrat ni bilo druge kot objekt premakniti in ko se objekt premakne, se spremeni orientacija, pogledi, vse, kar je pomenilo, da ga je treba v bistvu preprojektirati. Da smo potem z novim objektom, z novo hišo prišli znotraj predvidenega budžeta.
In drug primer, ki se mi je zgodil pred kratkim, kjer je bilo spet na temo geomehanike. Geomehansko poročilo je bilo narejeno čisto korektno, naredili smo nekaj sondažnih izkopov, dobili preseke, dosilno stav, ampak ko je gradbinec začel kopati za temelje, se je izkazalo, da tista zemljina ni takšna v celoti, kot so tiste sondažne jame pokazale, in da moramo, če želimo sploh hišo tja postaviti, narediti kar precej veliko kamnito zložbo, na kateri bo hiša stala, kar je ta projekt kar precej podražil. Hvala Bogu je bilo tako, da sta si naročnika to lahko privoščila, drugače bi lahko tudi cela stvar povsem obstala. Še bolj nepredvidljive kot novogradnje pa so seveda prenove, tam pa itak nikdar ne veš, kjer v kostnak ti bo iz kakšnega predala padel. In pri prenovah je pa res kar potrebno računati še na neka nepredvidena dela in jih tudi predvideti v budžetu. Zdaj, peti razlog, če recimo v tem četrtem pri nepredvidenih delih nimamo toliko moči oziroma se nam lahko zgodijo, je pa peti razlog za preseganje budžeta ta, da prihaja do sprememb. Kot že rečeno, naša želja je, da se čim več misli vnaprej in potem gradnja teče tekoče, brez sprememb. Da čim več scenarijev predelamo na papirju, na računalniku, ker tam je to sicer nekaj traja, ampak je še poceni, ker vsaka sprememba na gradbišču ima pa lahko precej bolj dramatične posledice. Vsaka sprememba na gradbišču je do neke mere improvizacija, ki tudi, če se ti zdi v tistem trenutku v redu, nikdar nisi 100%, kjer je domina ti bo podrla naprej v procesu. Tako da je vsako spremembo res treba prvič dobro premisliti, ali je res nujna, in drugič, če je nujna, kako jo izvesti in kaj bo to prineslo naprej. Vsaka sprememba na gradbišču stane, zato za ta dela nismo imeli ponudbe vnaprej, kar pomeni, da praktično ni možnost pogajanja z izvajalcem, so samo dodatne želje in praktično je zelo težko ne pristati na vse, kar bo izvajalec za to spremembo zahteval. In vsaka sprememba je včasih upravičena, včasih pa neupravičena, pa kakorkoli. Izgovor lahko izvajalcem tudi za neko zamudo. In vsaka zamuda je nenazadnje strošek. Nekdo mora nekje bivati, kjer je pričakoval, da mu že ne bo več treba najemati neko stanovanje in take stvari. Tako da si tudi zamud ne želimo in zaradi tega, tudi iz tega vidika so spremembe v bistvu nezaželjene. Ampak zopet, jasno, ko gradimo hišo, delamo dom in kakorkoli močno si že ne želimo sprememb, včasih pa je le kakšna smiselna in iz tega vidika si jaz prizadevam, da mi ne bi bili togi. To je nenazadnje le življenjska investicija in če nekdo med gradnjo ugotovi, da ga bo nekaj motil pol celo življenje, je smiselno vložiti čas in trud in denar, da se ta sprememba izvede s čim manj negativnimi posledicami. To so lahko, ne vem, materiali, barve, lahko zberemo vse vnaprej, ampak ko se prostor pokaže, to je neka nova slika, ki mogoče zahteva drugačen odtenek parketa, drugačno barvo. Včasih so to neka usklajevanja, čisto operativna usklajevanja potrebna pri instalacijah, ki se zgodijo preprosto ali za kakšne dodatne želje ali pa zato, ker je bilo kaj spregledanega. Zdaj, vsak izvajalec, ko pride na gradbišče, ima tudi neke svoje predloge in jaz se trudim, da so ti predlogi vedno slišani. Si pa seveda vedno, ker te ljudje imajo veliko izkušenj, kakšno stvar vejo bolje, kako jo narediti, kaj bi priporočali iz svojih drugih projektov in je to smiselno jih poslušati,
Po drugi strani pa oni seveda ne vejo, kaj prihaja za njimi in zakaj so bile neke odločitve sprejete. Tako da, ko nekdo pride z nekim novim predlogom, jaz vedno vprašam, ali bo to ceneje, ali bo bolje, ali bo oboje. In če je vsaj eno od tega, potlej se v tem smislu pogovarjati, če pa ni nič od tega, potlej pa boljše, da se naredi tako, kot je predvideno. In še, če se odločimo za spremembo, je spet treba paziti, kje domine bi znala ta sprememba podreti 2, 3, 5 korakov naprej v procesu. Kar prav tako povečuje stroške, so pa napake. Napake jasno vedno potegnejo za seboj neka popravila in ta popravila vedno stanejo. Projektanti se jim skušamo izogniti v velikem loku, ampak ne glede na to, koliko stvari razmisliš vnaprej, koliko varovalk si vgradiš v proces, vedno se še kdaj kaj zgodi, vedno pride do kakšne napake, ker še vedno danes velja tisto preprosto pravilo, da napak ne dela samo tisti, ki pač nič ne dela. Vsi ostali jih slej ko prej naredimo, pomembno je samo, da jih čim bolj neboleče odpravimo in predvsem pa neboleče za naročnika, za investitorja. Zdaj, vsi ti razlogi, zakaj pride do povečanja budžeta, so takšni, da vsaj do neke mere, če ne že ne v celoti, lahko na njih sami vplivamo. Je pa recimo še ta 7. točka, zadnji razlog, pa takšen, da ta vpliv, da tega vpliva mi nimamo, to je pa recimo spremembe na trgu, v panogi. Tipičen primer je bil koronski čas, ko je recimo cena lesa poskočila za faktor 3 in tudi cene drugih gradbenih materialov, poskočile so tudi cene storitev. Zdaj to je sicer potlej se z nekimi nehaji nekoliko iznihalo, ampak še vedno ostalo na nekem višjem nivoju kot prej. To pa so tako globalni premiki, tako tektonski premiki, da na njih nimamo vpliva in iz tega vidika je pa fino, da se gradnja, ko se začne, čim hitreje tudi zgodi in da imamo mogoče vseeno v žepu, pa za tak primer pa le pripravljene neke rezerve. Torej, to je bilo teh 7 točk, ki sem jih izluščil. Zdaj, ali je torej za pričakovati, da boste presegli budžet pri gradnji svoje nove hiše? Jaz mislim, da ja, zelo verjetno. Ali je to nujno? Tukaj pa je odgovor ne. In v podkrepitev tega odgovora rad povem primer hiše, ki smo jo projektirali in gradili potem za Petro in Jureta Jezerška. To je en redkih projektov, ki se je končal tako v roku, kot praktično znotraj budžeta. Zaznamovalo ga je to, da sta Petra in Jure že na začetku imela zelo jasen cilj, kaj želita, kaj potrebujeta in tudi kaj ne potrebujeta. Njun budžet je bil že na začetku realistično določen. Ko je bilo treba, ko se je izkazalo, da kljub temu bi nam znali nekaj zastrišti in bilo treba zelo rigorozno zarezati v projekt, nista oklevala niti sekundo, ampak smo točno to tudi naredili. Dejansko smo iz hiše odrezali 2 šniti ven, jo tako skrajšali za tok in to je pomeni toliko manj kvadratnih metrov, tekočih metrov, fasadnih metrov, opreme in vsega tega, da smo prišli noter s ponudbami v želeni okvir. Tekom procesa sta znala omejiti svoje želje na to, kaj res potrebujeta. To jim je bilo kar jasno. Izredno hitro sta se odločala, oziroma še bolj pomembno kot to je, da
ko je ta odločitev enkrat sprejela, je ta odločitev držala do konca. Dostikrat se spomnim, da smo kakšno stvar tuhtali, pa sta mi tudi rekla, lej Matej, za tole nama daj pa še malo časa, ti bo jutri zjutraj sporočivo. In dejansko zjutraj sta sporočila in tako, kot sta rekla, tako je tudi bilo. Torej, cela gradnja je bila brez sprememb, brez izgovorov za dodatna dela, brez zamud. Naprej sta imela tudi zelo jasen dogovor z izvajalci. Jure je takrat rekel, lej, midva, jaz se selem k tašči in tam bom samo točno toliko, kakor tlele piše v pogodbi, pol pa prijem nazaj, drugače bojo pa penali. In ker so bila pravila jasna, je bilo to na nek način tudi lažje izvajalcem, ker si mislimo, da oni bi si pa radi želeli imeti manevrski prostor za zamude, to ni res. Tudi oni si želijo, da to delo tekoče steče, da je brez sprememb, da je lahko načrtovano in da grejo potlej na naslednjo stvar. Tako da se je tudi to izkazalo odlično. Mogoče za zaključek, zdaj, kar se budžeta tiče, z naše strani arhitektov, projektantov, bomo jasno mi naredili vse, da ostanemo znotraj, tako znotraj budžeta, kot znotraj nekih rokov za izvedbo. Ampak upam, da iz tega, kar sem tukaj povedal, jasno tudi, da tukaj mi nismo zadost, da mora pri tem svojo vlogo pravilno odigrati tudi naročnik. Arhitektove monologe lahko, tako kot tudi arhitektove dialoge, najdete na mojem YouTube kanalu, na Apple Podcasts ali pa na Spotifyju. Vkolikor vas te tematike, o katerih tukaj govorim, zanimajo, bom vesel, če kliknete subscribe, kar vam bo omogočilo, da boste vsakič, ko bo nova epizoda gor, o njej tudi obveščeni. Več o projektih, ki jih omenjam, najdete na naši spletni strani birogašperič.com. Če pa se ob poslušanju tega podcasta komu od vas utrne kakšna ideja, dilema, vprašanje, za katero se mu zdi, da bi jaz znal na nje odgovoriti, ali pa da se tiče teh tem, ki se jih tukaj dotikam, pa je seveda lepo vabljen, da to vprašanje pošlje na mg@birogašperič.com. Bom se potrudil odgovoriti, ali zasebno, če pa bo tema zanimiva, pa morda naredim iz tega tudi celo epizodo. Hvala lepa.